To je Radio 1 podcast. Nocojšnji King večer bo malenkost drugačen, ker bo malenkost zadišal po različnih okusih, po citrusih, po ingverju in vsem ostalem, kar obstaja in kar si lahko naša domišljija predstavlja. Zraven bo nekaj ledu, predvsem pa dobre zgodbe. Z nami je človek, ki večino življenja preživi za šankom, kjer pijača ni samo pijača, ampak ogromno znanja zadej, pa večerno razpoloženje, pa pravi trenutek in srečanje ljudi, ki morajo biti na koncu zadovoljni. Tako je trikratni državni prvak v mešanju koktejlov, zmagovalec mednarodnih tekmovanj, svetovni viceprvak, ustvarjalec številnih avtorskih pijač in lastnik svojega koktejlbara. Je nekdo, ki tudi zelo dobro ve, kaj ljudje radi pijo, zakaj to pijo in kaj se zgodi, recimo v baru, za šankom, pred šankom, ko pade večer. Povej, kdo si in kaj počneš. Lep dober večer. Sem Tomaž Fartek, prihajam iz Mengša in veselje mi je danes, da sem z vama tukaj. Nama dvema tudi. A ne da? Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Vsakič te je lepo videti, ker si vedno nasmejan, ker si vedno dobre volje, a je to odlika človeka, ki dela v gostinstvu? Ja, to moraš biti to. Jaz pravim, da tisti človek, ki je za to poslan, mora biti vedno dobre volje, srečen, pa tisto, kar delaš rad, ne. Okay. In kako bi nekomu, ki ni nikoli delal v baru, razložil, kaj je delo barmana? Delo barmana? Ja, recimo, zakaj se imaš ti? Navaden. Jaz, barman, bova rekla tako, da je to 1/3 samo tega. Okay. Ja, ker je še vedno več drugega vodenja lokala, doma, potem investicija, apart hotel delam, tako da še kaj drugega, hodim po svetu, Animator. Učim, pedagog, učim na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, tako da še kaj drugega, ja, veliko. Wow. Dejmo potem začeti drugače. Ja. Tukaj si zmešal 3 pijačke, vsakemu svojo namenu. Tako je, ja. In bomo vmes lahko klepetali in srkli, tako da bomo tako, kot se spodobi za pogovor. Kaj si to namešal? Ja, tako da imamo tukaj 2 različna. Aperitiven koktejl, tale zeleno jabolko melona, Ja. aperitiv, potem je druga varianta, je še potem mal taka, jaz imam raje še bolj slajšo varianto, da je močna alkoholna pijača, potem jaz imam zelo rad ingver in pa amaretto. To je malo zdrave, ingver je dober, ja. Ja, ingver, ja. Predvsem ingver, ja. Pa tretja varianta je še brezalkoholni koktejl, ne? Koktejl. To je pa zdaj v bistvu nek trend, ki se pojavlja na raznih barih, da so koktejli zelo popularni in pa meni je zelo tako, da bom rekel, kar dober koktejl narediti kar težko, no. Kaj pomeni mo? Brezalkoholna koktejl. Koktejl. Zakaj mo? Rečeš mo? Tako je v svetu. Tako je to. Mo se reče, mo koktejl. Ja. In to pomeni, da je brezalkoholna. Na videla ali pa tam napišeš noter. V Googlu. Ja, mo koktejl. Nekaj novega smo se naučili danes. Dobro. Recimo, ko si za šankom, ne? Koliko je tam za šankom, moraš ti animirati, koliko je resnice in koliko je predstave? Pa bo rekla tako, da zdaj odvisni kakšni je potem te strežno osebje je, ne. Ja. Pri nas je predvsem, da te strežno osebje vpraša, dobiš liste, ki narediš in odneseš, potem greš do mize lahko čecajt, ker pri nas je več kot 200 koktejlov dejansko na listi. Aha. Dejansko, če dele prideš, jih lahko 200 dobiš. In koliko ljudi v tvojem kolektivu zna narediti teh 200 koktejlov? Saj sva zaposlena, sem 2. Aha, in oba znata narediti 200 koktejlov? Ne, imamo plank listek v zadnji. Ja, Ja. obvezno. Ja. Ja. Ampak ste jih pa že vseh 200 naredili. Ja, seveda. Koliko časa imaš pri Fartku? 13 let. 13 let? Ja. Dobro, to niti ni tako. Mislim, je dosti, ampak za 200 koktejlov to bi se kar dalo. Zato, ker do tega smo pa prišli zaradi tega, ker predvsem v karti so noter vse te koktejli, ki so kdaj bili, kje dosegali prvenstvo, in potem v spodaj napišeš pač, kje je dosegel in potem ta nov proizvod, nov koktejl dodamo notri. Seveda, po koncu moraš me pa zaveš še tiste klasične stare, ki so večni. Ja, Rob Roy, Manhattan, Old Fashion pa to. Tako, železni repertoar. Vedno. Recimo, ja. Ok, rekel si, da si naredil nek aperitiv, nek normalen koktejl in nek ta mo, ki je brezalkoholen, ampak kakšna razlika, a bi lahko jaz aperitiv spil tudi za digestiv?
Če boš ti tako rekel, lahko. Lej, če gost reče, da bi rad to, bomo naredili. Ampak je razlika samo v tem, kaj je glavna sestavina, da nekaj smatraš za aperitiv in za digestiv, torej pred jedjo in za jedjo. Tako, no, aperitiv ponavadi je grenek, da ti spodbudi tek, je od 7 do 12 centilitrov, ne bi bil maks. Torej manjši, po količini. Manjši, ja, okay. Tako. In da ni sladek, a veš, da te ne že takoj ne zabije. Zato imaš tipo tak aperitiven, jaz v bistvu imam bolj digestiven, pač meni všeč recimo močna alkoholna pijača, amaretto, malo sem dodal ingverja in potem še dolil. Torej po jedi rabimo nekaj, da nam prebavi. Pa nekaj rabimo, da se uleže, da se ti lepo naredi in da se pač uživaš. Okay. Zdaj me zanima, kako se imenujejo te napitke, koktajli. To sem za danes. Jaz vsakič, ko pridem... Narediš nekaj novega? Ja. Vsakič imate neki pač imena, bi se lahko svoje izbrali. Torej, Gostinčič, ta tvoj? Kako bo? Evo, vprašaj. Ja, ne vem, glede na... Bom razmislil za nadaljevanje. Glede na to, da ima neko olivno barvo, bi mu jaz dal ime sredozemska poezija. Super. Jaz bi rekel, moj je dobro. Moj je dobro. Jaz imam pa Havana. Havana? Ja, Kuba. Bil sem na Kubi. In veš, kako to je? Ja. Koliko je, prosim, tleme, koliko je pomembno ime pri koktejlu? Zelo veliko. Ja. Mora biti preprosto, razumljivo, ali mora biti tačno, da si lahko nekaj predstavljaš, da ustvariš neko že predzgodbo, že samo z imenom. Ja, zdaj, če greva govoril... Že s tem narediš okus v glavi. Zdaj, če govoril o tem, da zdaj, če mi primerjate kot tekmovalnega barmana, potem ime preštudiramo, kam gremo, na kjer kontinent gremo. Jaz sem bil na Kubi, sem imel ime koktejla Oshun. To je? Boginje lepote, erotike, ljubezni, svetlolasa ženska. Moraš malo popihati na dušo domačinom. Ja, a veš, malo preštudiraš, veš, ker to je zgodba potem, kad se odvije. Ampak je to, kako se reče, da je ime boginji? Oshun. Torej, če jo pije ženska, se počuti kot boginja, če pijo moški, pa... Srka boginjo. Srka boginjo, Ja, dobro. Ampak, ko si štartal, zdaj ti imaš vse naštudirano, verjamem, da približno že veš, kako se bodo skladali okusi. Ampak vmes, ko si štartal zgodbo, si začenjal pri okusu, si začenjal pri ideji, zgodbi, kako se dela koktejl sploh? Najprej, ko sem štartal, še hrbtenica, vedno koktejl, jaz pravim, da ima hrbtenico, tudi poučujem tako, da najprej neka osnova je potem močna alkoholna pijača, če gre govorijo o tem, potem dava kakšne likerje, da povezuje to zgodbo, potem pireje, sirupe, pa sokove. Kaj so pireji? Pireji so, to je to, recimo, da razložim po domač, Ja? Jagode doma na vrtu spesiraš, daš. Aha, to pirejček. Okay. Ja, v redu. Lahko pa kupaš, Ja. Ampak doma je pač vedno boljše. To in na koncu pa še dolivaš lahko mineralno oziroma kakšne mehurčke, da dvigneš koktejl, za long drink. Mislim, da ga podaljšaš ali ga tudi dvigneš z okusom? Dvigneš ga z lahko narediš rahuga ali pa pač v kozarcu se pač večja količina. Ja. A če bi nekaj bilo s koktejlom narobe, bi ga lahko popravil s soljo ali pa s cukrom ali pa s čim? Ja. Ja. Skriješ vse. Se pomojite, se da... Cukor si se da skriti, si veste sama, da ali dodaš cukor, pa ti čist drugače potegne, ali pa sol, kaj je emulgator. Ali pa samo zgodbo poveš drugačno. Ja, da se pač boginja imela gre nek dan. Ja. Ampak, a imajo koktejli tudi sol? Bo rekla tako, da sva leta zdali ta solni cvet. Iz Primorske smo dali noter v koktejl, ki je šel moj brat na svetovnega v Kolumbijo in da je naredil, sol ti naredi sladkost. A ste daj to probali? Ja, ojačevalec okusov. Tako, ja. Tako. No, to smo šli mi. Dobro. Kdo plača ta tekmovanja, mi poveš? Torej, tudi tvoj brat je v tem, ne? Tako je, Najprej moramo vedeti, da smo mi člani Društva barmanov Slovenije, ko imamo pač na državna prvenstva in potem smo te člani, potem si pomagamo, delamo tekmovanja in zmagati moš na državnem prvenstvu, članarino plačaš v Društvu barmanov Slovenije in potem zastopaš samo eden na svetovnih prvenstvih. Tako, vsi ostali pa potem si plačamo sami, svoji sponzorji so to, Meni pač lokal plača. Pa imate simpozije barmani?
V Ljubljani pa propavate. Eden od drugega. Ne. To je bilo zelo zabavno, veš. Drugače na tekmovanju, veste, kaj ocenjuje, moraš vamplund. Je kot pri vinu pač. Ja, so normalni degustatorji in pljune ven. 30 probat, kako bo prvi in 30, kako me boš ocenil? Kot pri vinu, kot pri oljčnem olju, kot pri vseh pijačah. Seveda. Okay. Pije vodo. Pije vodo. Koliko kokteljev sta z bratom probala, da sta našla pravega za iti na svetovno prvenstvo, kjer moraš imeti ogromno samozavesti, da greš ti, ne vem, na Kubo ali pa nekam drugam, predstaviti nekaj, za kar si prepričan, da boš zmagal, ker če ne, niti ne greš tja. Tako je, ja, tako. Koliko jih narediš in probaš? Za svetovno prvenstvo je čist neka druga zgodba. No. Ponovadi ga poderem. Kaj to pomeni? Poderem, to pomeni, da grem iz začetka. Ja? Ker tam so sponzorske pijače, ki si pač moraš uporabiti. In začneš na novo. In ponovadi tako naredimo dva predloga, pokličemo kolege iz Društva barmanov Slovenije, se dobimo, probadejo, vsak pove, pač reče, to je dobro, to ni dobro, in se popravi, se popravi, ker recimo mi zastopamo Slovenijo, ne? Mi smo društvo in smo tim. Ne? Recimo na koncu je vedno, ok, ti si na odru sam, ne? Sam si gor, 400 ljudi je dol, vsi so te gledajo, tako kot vidva dele mene. Sodnika 2 za sabo imaš, cajci omejen, to je prešer. Ti moraš tudi govoriti, sam moraš animirati. Ti moraš zgodbo povedati. Zato je zgodba potem tista minuta, ki jo imaš na voljo v angleščini, zato je pomembna. Ne? Dobiš točke, seveda, zato je bil vzhun moj koktel, ki sem šel na Kubo, sem imel vzhun, povedal sem zgodbo o neki lepotni ženski, da sem sedel, jaz pa Aleš, sva sedela na klopci in je naju prišla neka taka huda, svetlolasa ženska in tako rečeva, si potrjeva, pa rečeš, wow, this is vzhun. What? This is vzhun. V Južni Ameriki je to, ko sem rekel, boginja lepote, ljubezni, erotike in wow, a ne? In pol koktel je isto zlate, rumene barve bil, z zlatimi, takole notrajno dodatek je imel. Kdo je bil sponzor? Whisky sem imel jaz noter v koktelu. Dobro. In zdaj, ti pač zmagaš tam ali pa si vice svetovni prvak. Kaj ti to prinese? Samo diplomo in greš domov? To je to? Ni neke denarne nagrade, prav imaš tam celo občinstvo in nekaj na svetovnem nivoju. Čast in slava. In potem pride v Slovenijo in pridem na radio. Ti boš iti v Kolumbijo zmagati, da te povabimo mi na radio. Tako je. Ampak si prišel na najbolj poslušan radio. No tako. Katere koktelje bi moral poznati vsak, ki ljubi klasike? Tiste, ki so zdaj otroci, dijaki tekmovali na tekmovanjih, oddelek je bilo, mednarodni, to so tisti osnovni, Cuba Libre, Mojito, Pina Colada, Roproj, Manhattan. Nobenega moja vmes. Nobenega moja vmes. Ne. A čakaj, greva k tem dijakom. Ti učiš na kateri šoli? Na srednji za gastronomijo in turizem. Ok, in te tvoji dijaki so šli na tekmovanje? Tako je. Ti si njihov mentor? So mentor sem imel, So mentor. In vi pripravite enako načrte in pošljete fante nek leta tja. Skupaj vadimo, oni so se mogli naučiti, tako je šolski proces. Najprej se moraš nekaj naučiti, potem to preveriš in potem spiliš. Ok, ampak oni delajo klasike ali jih vi že dvigujete na višji nivo? Klasika, potem pa drugi del je bil sestavljen tekmovanje tem, da so svoje kreacije postavili še. Iz teh klasikov? Ali čisto klasike svoje? Klasike posebej, potem pa še svoje. In prosti, kakšna je prihodnost barmana oziroma... nekaj procentov recimo se lahko izvrši. Bo kašen, ki tako rečeš, ima stil. Te, ki so, recimo, ki si on že odločne. Vi morate vedeti, imate učni proces, ki je v šoli do 2 popoldne in potem do 2 popoldne do 5 prideš še se učiti. Teh, ki recimo je zelo malo. Ampak kdaj ti vidiš, da si dober v mešanju? A je dobro že, da doma zmešaš, ne vem, multisolo, pa date, pa radensko, pa že vidiš, da ti nekaj uspe v pravem razmerju? Ali kako vidiš, da si mogoče dober v temu? Da recimo, da so otroci dobri v temu, vidiš tako, da se ni važen, kakšen je koktel, važen, da on uživa. Okay. To je čist, če je on nasmejan,
bova rekla temu, koliko smo se pogovarjali, da je to otrok, da je nasmejan, pa da rad dela to, je zgodba kljukca. Lepo. Ja. Potem gre samo po stopničkah. Ja, ker bo sam hotel. So kakšni trendi v svetovnem merilu, kar se tiče kokteljev? Ali ti postavljaš trende, kot smo govorili? Molekularna, predvsem v svetu sem zdaj videl, da je bilo predvsem pena gor, potem molekularno malo, potem da se neke sestavine namakajo, potem dajo v, če ste videla, ko imajo v lokalih smetano, a veste te bombice? Ja. No, te so zdaj moderno to, da ti pač namočeš neko svojo pijačo, liste, meto, daš noter to, predsediš, kuhaš, ohladiš, daš noter v to, daš bombice noter in nabrizgaš na koktel. To je zdaj recimo nekaj. To je in. Torej gremo že malo spajanje kulinarike in barmanstva, ampak kaj pa neka obična zadeva, a hodijo ven gin toniki pa Aperol šprici, ali to še vedno ostaja? To še vedno ostaja. Res. To še vedno ostaja. A ti opažaš po tolikih letih, da tudi zgodovina oziroma prihaja nazaj moda? Ja. Ker veš, gin tonik je bil popularen, ko so imeli sklepačem, jaz ne vem, 17... A to sploh je koktel? Ja. Veda, vse je koktel, vsaka mešanica pijač, po mojem. Tem bela kava tudi. Bela kava, je bela kava koktel? Bela kava, mlečni topli napitek. Okay. Dobro. Smo postavili ločnico, Torej prihaja nazaj. Ja. Je kakšna pijača, ki ima trend, da bo prišel nazaj? Pri nas delek je bilo, ne vem, kresovanje je šlo veliko pelinkovca. Pelinkovec je že prišel nazaj, ne da prihaja, se mi zdi, da je že prišel nazaj. Jaz ga ne pijem, ampak to nikoli se ni tako pil, kot se zdaj pelinkovec. Ne vem zakaj, vidva povejta. Mislim, ne vem. Relativno dobro nam gre in rabimo neke grenkobe v lajfu. Lepo. Kaj smo rekli, pelinkovec je digestiv ali aperitiv? Aperitiv. Lačni smo. Ja. Trendi prihajajo od gostov, tekmovanj ali družabnih omrežij? Deva rekla tako, da trendi predvsem jaz raj gledam internet, Internet, dejansko je zato, tam. Ker imam veliko recimo kolegov iz tujine, ne? In potem kolegi so barmani, ki mešajo v tujini in potem zdaj ne vem odkje oni dobijo ta pač trend, ampak jaz ponavadi tujino pogledam. Meni se zdi kot ten bager, ko nekaj štarta, ko ti premakneš zemljo, to se kar vali. Ja, kar gre. Ne? Samo moram povedati, da je Slovenija zelo tako počas, ne? Počasi sprejemamo, ne? Ja. Se ti zdi, da pijemo zdaj drugače kot pred 10 leti ali pa pred 13, ko si ti začel? Zakaj? Kje? Manj pijemo. Ja. Ampak imamo radi pa bolj ekstravagantne pijače? To pa Okay. Potem, če gremo naprej, kateri okusi so tisti, s katerimi ta trenutek ne moreš zgrešiti, če se doma odločiš, da boš nekaj zmešal za svoje frende? Jaz, če bi zase delal, meni všeč sladko. Si bil pri kolegu Roškarju in je rekel Roškar, da nisi zgrešil. Torej veš, kakšen je približen okus nekega preseka množice. Štima? Zato jih pa narediš 5 različnih, pa 6. Ja. Ne? Pa proba. Moraš gledati. Ja, in potem vidiš, kako pol to deluje. In nadaljuješ v tisti smeri, kako? Ti lahko spoznaš karakter človeka, potem v kakšen koktel pije. Ko jih spije nekaj, potem vidiš. Brez skrbi. Ni okus, je samo časovna komponenta tukaj. Ja. Dobro. No? Obstaja kakšna kombinacija, ki bi se zdaj ta trenutek slišala čudno, pa v resnici preseneti? Ja, mogoče, ja. Veš, ti si tam, na svojem mestu, opravljaš svoj poklic in rečeš, ti vmes zmešal nekaj takega in takega in reče, ne, dej, probaj, pa boš videl, da je dobro. Kaj recimo takega, s čimer najbolj presenetiš? Da recimo vsak zdaj misli beljak. Ne? Ja? Da to je Jaz mislim, da je to Jaz ne, nadaljuj. Vrhunsko. Kam? Ja, vidiš, Se to je problem, ne? Da ostane za beljak, kaj ne z tega beljaka narediš? Vrhunsko. Ta beljak ti naredi neko trdo penco,
Okay. Ki ti lepo naredi neko belo zgodbo zgoraj na vrhu kozarca. In jaz s tem beljakom zelo povečam koktel, naredi lepo skorico. Ampak s čim reagira ta beljak? Zdaj imaš lahko ali jajce, beljak, ali pa v bistvu mi imamo že tako na kapilaro, v bistvu pokapljamo noter 3 kapljice, se da kupiti že pri nas v Sloveniji, se posod, in potem to zmešaš, trdo zmešaš in ti naredi tako penco. In zdaj mrzdo bi mislil, beljak, pa ne vem, vodka, take pijače, ne, vodka. Sej beljak pa viski mogoče gre skup, ne, ampak za vodko, pa tekilo, to pa mrzdo ne bi rekel, beljak pa tekila, no. Ja. Ne bi šla, ampak mogoče pa moraš... Gre, ne, sej, sigurno gre, zato ker imaš recimo v koktilu, imaš 6 vrst, lahko daš not, ne? Koktel je sestavljen lahko iz 6 sestavin. Aha, temu se je koktel. Čakaj, to je največ? To je največ, ja. A ja, nisem vedel tega. Ne moreš dati 12 sestavin? Ne, ja, to je uradno, to je maks. No, veš, eno stvar sem se naučil, da je kljukica pink. Kljukica, ja. Hvala, profesor. Ja, Hvala, profesor Tomaž. No, in v glavnem najprej... Eno od teh je lahko beljak. Tako. In potem imaš recimo tekila, daš potem pomarančni liker, dava potem dava noter pire, sirup, in pa potem dava lahko noter pomarančni sok in na koncu še 3 kapljice beljaka, zmešaš, vrhunski koktel. Okay. Torej res naredi razliko, ampak ta beljak je kaj začinjen s cukrom ali čimerkoli? Čisto običajen beljak? Običajen beljak. Jaz, ko ga znatiš, se pač potem speni. Ja. Zdaj, tle, ko te poslušam, ti poznaš verjetno en kup pijač. Trendi so, skozi se razvija, ja. Recimo, ti recimo točno veš, med viski, kaj naredijo, poznaš viskije, verjetno različne. Tudi. Poznaš različne vodke, poznaš različne džine. Moram za račune. Ja, pa se to pravi, različne sirupe, različne soke. Ja? No, ja, tako, ampak tukaj moramo vedeti, da vsak proizvajalec vleče na svojo stran. Ja. Normalno. Veš, vsak lokal ima tudi potem določene dobavitelje, tako, ki je zavezan k temu, ki potem dela s tistimi dobavitelji. Zdaj pireji, sirupi v Sloveniji so 3-4 dilerji, zdaj odvisane. Imaš pa tudi med samimi noter, recimo, veš, kater pirej ali pa sirup, od katerega je boljši. Recimo zelena melona, vem, da je pač od enega boljši kot od drugega, ne? Preden zaključimo, kje lahko nekdo, ki ima neko letno kuhnjo, kupi barmanske koktejle? Kje? Barmanske koktejle? Ja, samo na spletu ali prodaja tudi kakšna trgovina? Narejene. Mislim, ne koktejle, sirupe. Aha, sirupe. Raznobarvne. Ja, to imaš v raznih večjih marketih. Imaš vse? Ja, da nava dela reklama, ampak imaš kar nekaj. Okay. V Ljubljani imaš. Tomaž, imamo koktelj z imenom Slovenija. Imamo. In kakšen je, kaj ima noter? Slovenija, to je bilo par let, mislim, da gospodarska zbornica je... Ok, so imeli neke take variante. Imamo Triglav koktelj. Evo, da se me spomnil, lahko nekaj povem. Ja. Da sem po moje edini barman, ki sem delal koktele na Triglavu. Jaz sem edini barman, v bistvu, ker vem, da sem prav gor delal na Aljaževem stolpu koktel. Za eno energijsko pijačo. Najprej si bil šerpa, da si znosil vse. Ne, šerpa so bili drugi. Ja, valjda. Jaz sem kome gor prišel. Ti si bil koktel šef. Ja, dobro. Res. Če se spomniš kakšnega večera za šankom, ki ti res ostal v spominu, kakšen poseben gost, kaj izven serijskega, kar mogoče rad poveš na kakšnem pikniku? Tega je veliko. Ja, res. To je še prej, ko sem bil menedžer v Ljubljani. Vsako noč je bilo nekaj. Dobro. Kaj te po vseh teh letih še drži za šankom? Nekaj novega, da hočem biti v bistvu razvijati. Inovativen, ja. Tako. Pa biti drugačen od drugih, tukaj smo se pogovarjali. Jaz bi še nekaj tle vprašal. Eno čisto takšno koristno vprašanje. Če bi nekdo vstopil v nek koktejl bar po svetu, malo bolj tako na višjem nivoju, kakorkoli. Ja. Kaj naj naroči, da ne spade idiot? Oziroma, kako naj naroči?
Klasika, najprej si deva najprej tako vljudnostno, da se mi sploh znamo obnašati. Ne? Najprej se pozdravi, ne? Jaz učim, da se najprej pozdravi. Potem se usede in potem pride gospod natakar in te vpraša in reče zameni in potem pogledaš, kaj priporoča in potem, ne vem, najbolj klasika, old fashion, martini, karkoli, neke osnove. Ne se pa delati nekega frajera, da znate mešati koktele zato, ker ste doma delali na pikniku. Dobro, ampak a obstajajo kokteli, ki so samo za ženske ali pa samo za moške? Ali lahko vsi pijejo vse? Zato, res, lihto, da te kremasti kokteli, ki jih imamo mi, bi predvsem mislil, da prijajo ženske, poletne avanture. Seksom dobiti, če moški naroči, se mi zdi malo čudno. Ampak... Pa ne, vse naroči, vse. Ja, zakaj ne? Če mu je všeč? Ja, pa če je okus všeč, ampak veš, meni se zdi, da je nekaj rezervirano bolj za ženske, pa ni. Torej, vse je unisex. Ja. Kot ingver, ne? Ingver, a ti je všeč, a ti pa ni, ne? Ja. Lej, malo popeče dol, pač meni je všeč, ne? Maš pri tebi pri Fartko gor po tvojem baru možnost, da ti pride nekdo in si sam naroči naredi koktejl? A la carte? A la carte. Ja. Če sem jaz zraven, seveda. Ja. Si že ti kdo naroči in se rekel, tega prosim te ne mešati skupaj. On je vse zmešal skupaj. A je kakšna sestavina, ki ne gre skupaj? Ja, seveda. Kaj? Še jaz sem jo naredil na tekmovanju celo sem naredil, sem vzel vodko, gozdni sadeži, ampak napisal sem recept gozdni sadeži vodka, tam sem pa vzel iz steklenico, ki je bila gozdni sadeži barvita, ona temna. Ni bila prozorna. In ta barva, vijolična, mi je, recimo, koktejl je bil plov, na koncu bi mogel biti plov, in to vijolično barvo daš noter in vidiš, kakšna ti potem nastane barva. Še strano. Ja. Črna za CO kanal. Tako, taka, no. Ja. C0 kanal, Dobro. In pa, če bi danes začel narediti koktejl iz današnjega pogovora, kaj bi vseboval? Kaj bi vseboval? Ene 3 močne alkoholne pijače, take elegantne, že vem, 12-letne, pa na koncu samo v bistvu, tako kot imam jaz, kakšna mineralna voda, pa kakšna citronska, v bistvu gor poškropiš z eteričnimi olji, pa se usedeš dol, pa rečeš, wow, klukca. To je bilo to. Klepač poglajšal te je, samo 12-letno pijačo bi ti dal. Super. Lepo. Šef. Ne, veš, kaj bi še to moramo dodati? Poleg vseh tistih naslovov, ki smo jih omenili, si zmagal si pred kratkim še nekem tekmovanju, ne? Na Bledu, mednarodno. V glavnem mednarodno. Poleg mojih dijakov, ki smo jih gor imeli, smo potem naslednji dan še mi tekmovali, profesionalni barmeni. Dobil sem strokovno delo, best work, potem prvo mesto za after in pa prvo za long. Imaš ki razstavljene vse te tvoje naslove? Seveda. Ja, doma? So v lokalu. V lokalu. So vsi na vidnem mestu? Vitrini, steklena vitrina. Tvoj lokal si, da pripeš? Lahko peš, lahko z avto, lahko pa z posankam. In dol se zliješ lepo lahko. Tako, peš v dolino, naročiš in potem greš peš. Tomaž, hvala za nocoj, za zgodbe, za okuse, za občutek, da je tudi bar lahko prostor srečevanja, ne samo naročanja in predvsem preizkušanja. Ja, pa varno, pa po pameti, pa naj rečem še to, da vsem tisti, ki boste probali, naredite, upajte si to, kajti to vi delate za svojim srcem, pa tisto, kar boste naredili, tudi če drugim ni, to ste vi naredili in vam bo všeč. To je Radio 1 podcast.